Dober dan, župan. Dober dan, župan, in v prvem ponovoletnem pogovoru župan je tokrat z nami briški župan Franc Mužič. Lepo dobrodošli v našem studiu. Dober dan. V tej uri bova torej načela kar nekaj tem in izzivov iz briške občine. Naj pa še prej ponovim, drage poslušalke in poslušalci, še imate čas nasloviti vprašanje briškemu županu. info@robin.si je nabiralnik, kjer jih sprejemamo. No, gospod Mužič, za uvod, niso še daleč božično-novoletni prazniki. Koliko topline so vam prinesli, kako ste jih preživeli? Menda sta soprogo varantala, da si zamenjata darili? Tudi to bilo. Prav gotovo lep pozdrav moja Brda, prav tako lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Robin, in ker je še vedno nekako novoletni čas, čeprav so sveti trije kralji šli mimo, naj zaželim vsem obilo sreče in vsega dobrega, predvsem pa zdravja v letu, katero je še pred nami. Tako da resnično bi se želel, da bo prevladal razum, strpnost, in še enkrat podarim, naj bo čim več zdravlje, ker to je osnova za normalno življenje. Ampak če se vrnem k darilom, ženi škarje, vam pa daljnogled, malček simbolično. Ja, no, to resnično, to so naši, bom rekel, moja družina, so zakuhali to zadevo. Jožici so kupili škarje za obrezavati drevje, ker je bolj tako se ukvarja tudi z oljkami, vse te stvari. Mene so pa daljnogled, da z balkona dolju gledam, kako dela. No, en lep prisrčen pozdrav namenjamo tudi vaši soprogi Jožici. Leto 2023 je gotovo izpolnilo veliko želja v vaši občini, ne? Če malček naštejem: obvoznica Kojsko, kolesarka Dobrovo Vipavže, nov fitness na prostem in koloparku v Vipavžah, pokrito balinišče v Vipavžah, participativni proračun za mlade, bil je objavljen prvi poziv in izbran projekt, pridobili oziroma obnovili ste certifikat Mladim prijazna občina, sprejeta je bila strategija turizma do leta 2028, uspešno ste pridobili sredstva za umetno travo v Vipavžah, za grad Dobrovo, za Krčnik, pa tudi nova gostinska ponudba na Dobrovom se je odprla, ki ste jo tako težko čakali tudi vi, gospod župan, pa tudi Prostofer, torej brezplačni prevozi za starejše so se dobro prijeli. Mogoče, kateri od teh projektov, naložb je bila vaša največja želja, vam je bilo največ v veselje? Ja, prav gotovo tisto, ker je tudi stalo največ, sicer tu se je šlo za denar države oziroma Evrope, nekaj tudi našega. Sigurno, da je tu najpomembnejša investicija velenjska leta, ki je bila tudi zaključena, je obvoznica Kojskega. No, tu govorimo kar o nekaj milijonih investicij, da ne bom našteval prav, da je te milijone, da bi ne izgledalo preveč samohvalno, ampak tu sigurno ta pridobitev je izredna, pridobitev predvsem za vas Kojsko, saj vemo, da ta glavna žila prometa, ki je tekla skozi Kojsko, bil za krajane izredno moteč, pa tudi za voznike, predvsem pa tudi mi, ki smo odgovorni za naše šolerje, ker je v neposredni bližini šola, tudi s tem, ko je ta voznica se zgodila, je neprimerno manj nevarnosti za naših otrok, ki obiskujejo šolo, podružnično šolo Kojsko in vrtec Kojsko. No, to je brez dvoma zelo lepa pridobitev, no in predvsem pa tu se lahko pohvalimo, no, da ta zadeva, ta voznica se je zgodila nam kar dosti hitro, dobre 3 leta in pol smo nekako to stvar speljevali in se je na koncu zgodila. Tako da od ideje pa do realizacije, do rezanja traku je poteklo dobrih 3 leta in pol. Pol leta pa je že odprta za promet, mogoče prvi vtisi tamkajšnjih prebivalcev, kakšni so, kaj vam sporočajo? No, to moram reči, da so več kot zadovoljni, tudi na sami otvoritvi smo zaznali to, no in predvsem pa tudi obiskovalci Brd resnično so več kot zadovoljni, ker jim ni treba voziti več skozi tiste ožine skozi Kojsko. No in tudi lepa pridobitev je tudi in posodobljena cesta je tudi na relaciji Dobrovo bivši mejni prehod Vipavže, ker se je ta cesta na tem odseku razširila za dobre 2,5 metra
pol, skoraj 3 metre, tako da tudi tu je lepa pridobitev, no pa vsekakor kolesarji so bolj zadovoljni in bolj ljubično se po tej cesti vozijo. Sva naštela nekako dosežke v letu 2023. Vas mogoče, če vam žuli, da bi lahko kaj več naredili v preteklem letu? Vedno se da kaj več napraviti, ampak recimo, da smo omejeni predvsem na finančna sredstva. No, zato jaz vedno rečem, da proračuni občine Brda so taki, kot jih imajo vse občine, ki imajo nekje 6,000 prebivalcev, in te proračuni, te osnovni proračuni so v višini nekako 6 milijonov in pol. Hvala Bogu, vsako leto nam uspe kaj še dodati. Tako boste imeli zdaj naslednji 2 leti, 2024 in 2025, še vedno kar visoka proračuna, no, če lahko omenim 2024 čez 10 milijonov in 2025 čez 8 milijonov, torej ni ravno malo denarja, ampak verjetno še vedno premalo za vse želje. Ja, pa brez dvoma, verjetno, da se bo kdo oglasil kasneje, ne, ko bojo direktno v studio prašili, zakaj župan ni napravil še tega in tega. Marsikaj bi resnično morali narediti, ampak denarja je toliko. No, zaradi tega pravim jaz, kot župane mora biti v tem smislu, da pravilno razdeli ta sredstva, ki jih ima namenjena s tem osnovnim proračunom, potem pa je tista še večja hujšt, da poišče, kar se da državnih in evropskih sredstev, to hvala Bogu več ali manj na Brdih kar uspeva. Potem pa še dodam vedno, da je treba poiskati tudi načine, kako zainteresirati fizične in pravne osebe, da vlagajo v določene investicije v občini. No in to potem tudi, ko mi vabijo na razne otvoritve določenih zadev, potem vedno tudi to rečem, ja, da to ni pridobitev samo za investitorja, ampak to je pridobitev tudi za celotno občino. In 2024, pardon, če sem vas prekinila, 2024, 2025, mogoče katere cilje zasledujete, kateri projekti bodo tisti glavni? Ja, prav gotovo, da sedaj so tisti projekti zelo veliki, no, izgradnja vrtca na Dobrevem, tudi ta zadeva se bo vrtela okrog 2,5 milijonov. Sigurno, da nekaj dobimo tudi od države, ampak velik del bo mogel biti naših sredstev. Šmartno parkirišče? Pa parkirne prostore Šmartno. To tudi smo malček pod kritiko, ker se stvari nam res zamikajo, ampak se zamikajo na račun tega, ker nismo mogli dobiti ustreznega in primernega zemljišča za to. Na srečo zadnje 2 leti nam je tu uspelo pridobiti res primerno zemljišče in kar vem in kar so mi zdaj strokovne službe dale vedeti, da je ta zadeva že na portalu in računamo, da do konca meseca bomo že lahko tudi izbrali izvajalca del in sigurno, da ta zadeva, naj rečem tudi to, tako da naj gre ta stvar res v eter, da ljudje ne bojo rekli, da niso seznanjeni s tem. Ta investicija bo potekla nekako v 2 delih in prvi del nekje naj bi se začel že nekje v spomladanskem času. Ta prvi del naj bi pomenilo to, da pridobimo dobrih 20-25 parkirnih mest, pa tudi zgrajeni bojo neki podporni zidovi in rampa, katera bo nekako zapeljala pod kvadrate, to se pravi pod parkirne prostore, kjer se bo tudi kasneje zgradilo javne sanitarije, pa tudi shamba za kolesa bo tam in po vsej verjetnosti tudi naša vinska klet bo tam imela neki center za penine, tako da bo lepa pridobitev. Lahko že rečemo nek termin, kdaj bo ta prva faza končana in bodo ta parkirna mesta že na voljo? Če se bo začela nekje recimo pozni spomladi, ne vem, par mestov bo ta stvar, lahko da jesen je že ta stvar
nekako zapeljana. Mogoče še v zvezi z dvoletnimi proračuni, ki ste ga recimo vi sprejeli v decembru. Nekateri se smrdujejo nad tem, češ da je njihova hiba sprejemanje številnih rebalansov. Kaj pravite na to? V občini Brda so rebalansi kar običajna praksa. Hitro moram odreagirati tako. Mi že v prvem mandatu, zdaj bom rekel, sem jaz tisti, ki nekako to zadevo speljujem in tudi mene so svetnice in svetniki v prvem mandatu, ja, župan, zakaj te rebalansi. Jaz pravim, ta zadeva je nekaj živega, v teku leta se marsikaj dogodi in spremeni in vsekakor je ta zadeva smiselna. Zadnje čase nobeden nima več pripomb na te rebalanse, mi imamo kar dva, tako smo se celo odločili v strokovnih službah tudi in tudi sprejemajo tudi občinske svetnice in svetniki in podpirajo to zadevo, tako da imamo prvi rebalans že nekje v maju in drugi je nekje v oktobru. In mislim, da te stvari so smiselne in tako da mi ne peče nič vest glede tega. Leto 2023 je bilo vremensko zelo neugodno tudi za vaše kraje, za briške kraje. Gospod Možič, dež in ujme niso krojile samo letošnje letine sadja, pa tudi v vinogradih, temveč tudi vam naložile precej dela v tem letu. 3. novembra ste po občini našteli več plazov, med večjimi na relaciji Dobrovo-Vipavže, kjer je cesta zaradi varnosti zaprta. No, to se je zgodilo ravno v času, ko so se pričela dela na obnovi cestnega odcepa Dobrovo-Biljana, kjer sedaj promet usmerja semafor, tako da ne čudi, da prejemate kar precej negodovanj strani občanov, saj sta glavni prometnici ovirani. Ja, tudi to je res, nažalost, in na te relaciji se pravi, da sta se zgodila kar dva plazova, takoj pod Dobrem, ta je bolj hud in zahtevnejši, malo manjši pa je nekje že v Vipavži, bi lahko rekel. Ta nas ne toliko skrbi, ampak ta pod Dobrem vsekakor nas skrbi. Sam sem bil na tem, da bi čim prej to cesto odprli, ampak prav gotovo, da sem od odgovornih in strokovnih ljudi dobil nasvet, naj cesto ne odpiramo, da se ne bo kaj zgodilo. In sigurno bi bil neodgovoren župan, če bi to stvar forsiral in da bi se res kaj zgodilo. Ampak kako rešujete ta izziv, zakaj vse skupaj teče tako počasi? Zelo intenzivno delamo na tem. Moram povedati to tudi za naše občanke in občane, da vzrok tega plazu je bil velik poseg, ko so obnavljali neki vinograd nad temi našimi cestami, sta kar dve javni cesti, se pravi ta glavna cesta Dobrovo-Vipavže, tudi sedaj kot kolesarska cesta, in potem vmes je pa še ena javna pot, ki pelje do neke domačije, pa tudi v vinograde. Tako da tam ta plaz je kar zahteven in hud in je nekako porušil že prejšnji star zid. Vmes, ko smo zaključevali kolesarsko pot, se je zgradilo še en košček novega kamnitega zidu, tudi ta se je porušil. In zdaj delamo na tem, da bi resnično to cesto vsaj enostransko, mogoče tudi semafori nekako rešili in to zna biti, da bo se zgodilo kar v kratkem času, mogoče že res ta teden, že lahko jutri, pojutrišnjem, vsekakor bomo forsili, da se to zgodi čim prej. Sanacija pa ne bo mačji kašelj, torej bo kar udarila po občinski blagajni. Ja, to vsekakor, enkrat se dal že to izjavil in potem samo kar neki klicu in pripomp, da te stroške bo prevzela občina, sigurno to se ne more tako zgoditi. Mi smo zainteresirani, da se sedaj cesta na tistem odseku celo razširi za dober meter in pol, 2, in da tudi v tistem delu uredimo, bom rekel, po vsebini tudi kolesarsko pot. To smo se že dogovarjali, ker sem tudi takrat rekel našim bricem, sem dal že vedeti, da se bomo pogovarjali s skladom kmetijskih zemljišč in sestanek ste imeli z direktorjem, z direktorjem, pa tudi s predstavnico tu
za goriško območje in smo se dogovorili, da se čez dober teden, 14 dni ponovno dobimo in da rečemo, v kakšni varianti bomo šli sanirati ta plaz. Sigurno ta projekt, ki je bil napravljen in ki je bil ocenjen na dobrih 300 do 400 tisoč, je zajemal tudi sanacijo samega vinograda, ampak to se mora odločiti sam sklad, kako in kaj. Mi se kakor bomo delali na tem, da čim prej rešimo in odpremo cesto in tudi jo nekako z ustreznim zidom zavarujemo in predvsem pa, da pridobimo tudi na tistem odseku dober 1,5 do 2 metra. To je tisto, kar bi se moralo dogajati prav v kratkem času. No, veliko verjetno vaših občanov ravno zaradi te neugodne situacije se poslužujejo tudi ceste skozi vas oziroma okoli vasi Vedrjan in smo dobili prav vprašanje poslušalca, ki ga zanima, kdaj bodo sredstva namenjena za že dolga leta obljubljeno obnovo te ceste, kot pravi, so še edina cesta z nevarnim 50 let starim drsečim s tem nevarnim asfaltom. Torej, kaj mi lahko rečete? To se še kako strinjam s tem gospodom, ki je dal to pripombo. Resnično, vedno potem ta denar je problematičen in ko zmanjka in mislim, če je kaj v prioriteti, je prav gotovo tiste odsek ceste, ampak recimo tiste tudi, da ne bomo sanirali kar tako na pamet, tudi ta odsek ceste je zelo plazljiv in se tega smo tudi naročili geomehansko poročilo in ko bo vsa ta stvar nekako usklajena, bo sigurno nujno dobiti sredstva in to cesto jo sanirati. Kar se tiče mene, resnično jo dajem prav na prvo prioriteto in upam, da se bo to v kratkem zgodilo. Nadaljujva kar z vprašanji naših poslušalcev. Najprej se selimo v Gonjače. Poslušalec sprašuje, zakaj se nagibate za razvoj in vlagate sredstva samo za Dolanja Brda. Misli predvsem, da po poti, ki je tu zelo turistična, Alpe Adria cesta iz Gonjač v Imenje, da je niste še utegnili videti oziroma iti po njej, oziroma že dolga časa verjetno. Saj, če bi videli, v kakšnem stanju je ta cesta, bi prej jo sanirali verjetno. Torej sprašuje, kdaj jo boste bolje vzdrževali, če skrajšam? Ja, no, prvo sem mislil, da se gre za glavno cesto Šmartno Imenje, pa kdaj vidim, da se gre za neko staro vojaško cesto, ki nekako pelje iz Imenja proti Gonjačem, to je nekje pod spomenikom. No, resnično, da je ta gospod mi neki priliki klical in resnično sem rekel, da se bomo ogledali in moram priznati, da to mi se ni nekako ušlo. No, brez dvoma, da bom z mojimi sodelavci to stvar si v kratkem ogledu. Gre se za neko makadamsko cesto in mislim, da tu bi ne smel biti problem, kak kamion, kot mi rečemo, gramoza in kak kopač, da to stvar nekako uredi. To vsekakor bom se vzel na znanje in bomo to stvar uredili. Ostajamo v Gonjačah. Poslušalka iz te vasi ima kar dve vprašanje za vas. Bom citirala, pred leti sem že pisala k vam, torej na radio, in nam je takrat uspelo pridobiti tablo za slepo ulico, ki je v spodnjem delu vasi. Nismo pa še dobili tablo s hišnimi številkami. Namreč tam so tudi hišne številke, ki niti ne obstajajo več in ljudje iščejo tukaj, nazadnje pa se nahajajo na Balah, torej drugi zaselek. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se glasi, ko so pričeli z deli v novem krožišču, so bili kontejnerji za smeti odstranjeni in je bilo obljubljeno, da bomo dobili nov otok za kontejnerje. Do zdaj ni nič in še zmeraj moramo smeti voziti na Bale, kjer sta 2 kontejnerja, ki sta stalno polna, kajti 2 sta premalo za toliko prebivalcev celih Gonjač. In se normalno zahvaljuje za odgovor. Torej, če začneva kar s prvim vprašanjem, tabla s hišnimi številkami. To mislim, da tudi ne sme biti problem, tudi to se bom vzel resnično na znanje. Mislim, da to smo več ali manj po celih Brdih uredili, te hišne številke po zaselkih,
to vem, da je po celih Brdih nekako rešeno, to so te bele tablice z hišnimi številkami in to ne vem, zakaj ni. Vsekakor to bom tudi poskrbel, da se bo udejanilo. Kar se tiče kontejnerskih mestov, pa vedno poudarjam, ne, tako da to ne muči župana s temi kontejnerskimi mesti, to tudi jim rečem, to je stvar res vaške skupnosti, zato imamo vaške skupnosti, katere naj najdejo ustrezno mesto in da se te otoke, recimo za kontejnerje, uredi. Tega smo že ogromno po Brdih naredili in sigurno, da tudi tam se bo rešilo. Tudi to bom nekako aktiviral, tako da v kratkem bi ta stvar morala biti tudi rešena. No. Še eno vprašanje imamo, pa strani poslušalke iz Plešivega. Tukaj zanimajo, zakaj je služnostna pot tukaj zaprta, čeravno bi morala biti odprta 24 ur, 7 dni v tednu. Sosed menda na služnostni poti parkira avte, lastno dvorišče pa ima prazno. Menda je dobil od občine služnostno pot v najem nekje septembra, ker naj bi gradil, vendar je gradnja ustavljena. Torej, župan, kako odgovarjate na to vprašanje? No, to sem se pozanimal, ker sem to zadevo nekako zaznal že prej. Sigurno naše službe so dali temu investitor, ki obnavlja domačijo, na razpolago tam javne površine za deponijo gradbenega materiala, pa tudi gradbenih strojev in kar vem, in tudi to mi je strokovni sodelavec dal vedeti, da do 16.12. je to dovoljenje veljalo in bomo preverili, kaj je zdaj na stvari in zdaj ne vem, tu sem slišal zdaj, da je ta gradnja se ustavila, bomo preverili, kaj je na stvari, ampak to je bilo začasno, ne pa neki najem daleč od tega, ampak bom rekel, investitorju je bilo omogočeno, da to javno površini koristi kot deponijo za materijale in stroje. Najmlajši so se že pred leti razveselili novih vrtčevskih prostorov v Kojskem, kmalu se bo nov objekt s 4 igralnicami gradil na Dobrovem. Nekaj ste že omenili pred nekaj minutami, torej težko pričakovana investicija, kot tudi precej težka, ne? No, vsekakor, predvsem se še tu zaradi tudi terena. Iskali smo primernejši teren, no, in potem na koncu smo le dobili primeren, no, in tu se gre resnično za investicijo, kot že omenjeno, krepko čez 2 milijona, celo do 2 milijona in pol je predvideno. Nekaj ste dobili sofinanciranja, ne? To je tudi 780 tisoč smo dobili od države, samo vse ostalo, ne, se vidi, koliko bo morala dodati občina, no in te investicije vsekakor so zelo, zelo zahtevne. Ampak kaj, na mladih se svet gradi, to načelo smo ga tudi mi v Brdih vzeli. Mi zdaj trenutno zaradi te prostorske stiske smo celo najeli v teh cerkvenih prostorih v Biljani, v Faružu, no, po naše rečeno v Biljani, in tam smo nekako že 3, 4 ali pa celo 5 let, no, in vsekakor enkrat moramo ta problem, ta prostorsko krizo rešiti in sedaj smo tik pred tem, da se s to investicijo nekako začne. No, torej, kdaj se bodo pričela dela? To nekje mi je bilo rečeno, nekje spomladi naj bi že začeli dela in potem ta stvar tudi gre par mesecev, da se ta stvar zgodi. Bo šlo pa tudi ta zadeva, bo šla nekako fazno, ne, tako da no, nimamo take velike sile za izpeljavo te investicije, ker kot rečeno je zelo zahtevna, zaradi tega bomo tudi proračunsko morali te stvari nekako uskladiti in ker imamo res te dosti solidne prostore v Biljani, tako da tu kakšne strašne velike sile in krize ni. Je pa z vrtcem povezana še ena težava, ta prometni zamašek, ki se zgodi v jutranjih urah, ko dostavljajo starši otroke v vrtec oziroma pač tudi v osnovno šolo. Torej, boste reševali z investicijo, ki se je že začela pač na relaciji Dobrovo-Biljana? Nisem prej omenil to zadevo, zdaj poteka tudi
obnova te naše goriške ceste, ki bo tudi dober milijon nekako vredna ta investicija. Ta cesta se zdaj širi, se dela podporne zidove, tudi kanalizacija in vodovod se tam obnovlja na določenem odseku, tudi te, bom rekel, za potrebe telekoma, vse te stvari, te instalacije bodo šle pod zemljo, tudi javna razsvetljava, tako, ampak predvsem to, kar ste omenila, je zelo smiselno in aktualno. Dostop do vrtca. Dostop v vrtec, ker resnično sedanji dostop je zelo, zelo nevaren, ker je nekako na nepreglednem ovinku. Zdaj s to sanacijo te ceste ta stvar se vsekakor izboljša. Med večjimi projekti v letošnjem letu tudi 6. sprememba in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Zakaj ste se odločili za ta korak? Kaj bo trovalo? Ja, to ni nič novega. No, v mojih mandatih to mislim, da že delimo peto ali šesto. No, in mislim, da te zadeve so zelo važne. Spravim, za občino je zelo pomemben, bom rekel, proračun občine, ma prav tako so tudi prostorski akti, ker s prostorskimi akti potem omogočimo tudi, bom rekel, izpeljavo investicij na področju gospodarstva, pa tudi stanovanjske politike se s temi akti nekako rešuje. No in zdaj mislim, da poteka res 6. varianta že, no in mislim, da s tem nekako omogočimo investitorjem, da dobijo ustrezno dokumentacijo. No, turizem je gotovo tista panoga, ki poleg kmetijstva in uspehov na področju kmetijstva plemeniti Briško občino. Ste zadovoljni, gospod Možič, z lanskimi rezultati, z obiskom? Vsekakor sem. No, lepo ste rekla, v Brdih že v prvem mandatu smo napravili nekako razvojne smernice. No in sigurno smo nakazali to, tudi kar se podarila, ključna dejavnost v Brdih ali pa gospodarstvo je na področju kmetijstva. S poudarkom na vinogradništvu, vinarstvu, sadjarstvu, da ne pozabim, ker tudi to je zelo aktualno v Brdih. No, v zadnjem času pa celo tudi z oljkarstvom se ukvarjamo. No, na drugo mesto pa smo dali razvoj turizma, ker s tem smo zaznali, da posredno lahko pomagamo tej osnovni dejavnosti, v tem smislu, da nekako delamo ta naš prostor prepoznaven. Občina ne more neposredno financirati določene zadeve, ampak v smislu prepoznavnosti in teh aktivnosti lahko pripomoremo resnično tej zadevi. No, v zadnjem desetletju to vlogo upravlja Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport. Dobra poteza, da ste ga ustanovili, kaj pravite? Tudi to sigurno, začeli smo postopoma, smo začeli s TIC-em, potem, da smo osvojili nekako blagovno znamko s tem sloganom Dežela opojnih trenutkov, potem, da smo ustanovili tudi vinoteko Brda, da smo ustanovili tudi konzorcij in na koncu smo resnično to ustanovili tudi Zavod za turizem, mladino, šport in kulturo in prav gotovo, da te 4 področja so tudi še kako pomembna, tudi na izrazito kmetijskem področju, tako da Brisci dost velik poudarek dajemo na prepoznavnosti in tudi za mladino, ta mladinski center skrbi in povezuje te aktive mladine, pa tudi za kulturo, da se ne govori, tudi tega se v Brdih ogromno dogaja in mislim, to vsekakor je bila prava in modra poteza, da smo to ustanovili in smo ta Brda napravili kar zanimiva in prepoznavna doma in lahko rečem tudi v tujini. In imamo tudi neposredne povezave, zato smo tudi ustanovili tudi komisijo za čezmejno sodelovanje, tako da držimo te kontakte s pobratimi občini, ki jih imamo v Italiji, konkretno Krmin pa Števerjan, na Hrvaškem Barban in Matulji, v Avstriji Pliberk, tako. Imamo neposredne kontakte tudi
z mestno občino Beljak in Celovec. Prav v soboto mi je bilo zelo prijetno, ko so Celovčani prišli na eno domačijo postaviti razstavo likovnih del in tako da stvari se na tem smislu kar tečejo. Ja. Ko govorimo o turizmu, ne moramo mimo vprašanja investicij glede spa resorta Brda, pa tudi zadnje čase obnove Gradnikove domačije. Torej nakratko, kako kaže tem dvem investicijam, se bodo uresničile v vašem mandatu, 8. mandatu? Vsekakor se to še kako želim. No, če rečemo spa terme Brda, je zadeva v tem, vsaj po izjavih investitorja, da se dela na tem, da se pridobi gradbeno dovoljenje, celo da je gradbeno dovoljenje za premestitev neke javne poti, mislim, da je tudi v fazi pridobitve, malo kasneje pa naj bi pridobili še gradbeno dovoljenje prav za objekte. No, tako da ta stvar vsekakor računamo, da bo stekla in da v pol leta celo ta gradbena dovoljenja naj bi prišla ven, tako imamo tudi zagotovilo, tudi naše upravne note, če ni kakih, bom rekel, motečih elementov in da ni ki bi kaj imel pomisleke na določene zadeve. In Gradnikova domačija? Gradnikova domačija je celo investitor dobil celo evropska oziroma državna sredstva in to ne majhna in tudi ima gradbeno dovoljenje, kot rečeno, že ima in računamo tudi, da v kratkem bi celo začel z investicijo. Torej, Brdih kar precej odprtih front investicij. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Hvala, ker ste bili naš gost. Hvala tudi vam za povabilo in srečno. Cenjeni poslušalke in poslušalci, hvala tudi za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi tudi v nadaljevanju.